slovenska družba je zdaj malo nova družba, ne glede na to, kaj smo bili prej. In vsaka novost zahteva prilagajanje, in tudi to, kar mi govorimo vrednote. Jaz s profesorjem Muskom imel par študentov, ki so študirali te vrednote, on je sicer na psihologiji, ampak včasih imamo neke skupne projekte. In sem bil najprej zelo razočaran, ko sem videl, da se vrednote študira na ta način, da se da ljudem seznam 30 pojmov in potem oni klasificirajo, meni je bolj važno ljubezen kot bogatstvo, meni je bolj važno zdravje kot ljubezen. Se pravi, naredi se pravzaprav klasifikacija 30 recimo pojmov. Meni se je to zdaj tako, ja, marsikaj človek reče, da mu je važno, ampak potem v praksi vemo zdravnikov v ambulantah, ljudem je zelo važno, da so zdravi, ampak ne bi pa 15 minut na dan za to kaj naredili, v resnici. Se pravi, vrednota, ki jo ti deklariraš, je čist nekaj drugega kot tista, ki jo prakticiraš. Še enkrat dober večer vsem skupaj, en prijeten večer, mogoče ne bo pa res odprl kakšna nova pot, ampak kako bi to komentirala, kar z izkušnjo. Ko pred nami stoji družina, oče in mati, pa imajo doma 4 otroke, pa so brez elektrike, ker je niso mogli plačati, odklopljena, pa so brez vode, ki jo tudi niso mogli plačati, pa ko že 14 dni ne jesta starša, ker tudi otrokom že ne morata več dati, in pred nami družno razmišljata, kako narediti družinski samomor, se vprašaš o vsem tem. Medtem sta obiskala tudi centre za socialno delo oziroma vse tiste institucije države, ki se še vedno deklarirajo, da lahko in učinkovito pomagajo. Ko pred tabo stoji mamica v 8. mesecu nosečnosti, doma 2 otroka. Delala sta še oba, ko je mamica 3. zanosila, pa je izgubil delo oče in hkrati še v hudozbolu. In ta ista mati razmišlja in prosi nevidnega, da otroku ne umre, ker ve, da ne bo mogla preživeti 3, ker tudi 2 ne. Ko z letovanja, ko smo z otroki iz socialno ogroženih družin in jih združujemo tudi s tistimi, kjer starši zmorejo plačilo, ti otroci več ali manj razmišljajo, kako ne bi šli domov in poskušajo tudi samomorom, pa ti otrok zapiči v trebušček škarice, zato da mu ne bo treba domov, da bo šel raje v bolnico. Takrat se vprašaš o tem, kam pravzaprav so ti ljudje prišli. Najprej dober večer vsem, lepo, da ste se oglasili v petek zvečer. Zdaj, predhodnika sta zelo hudo zastavila tole, dve zelo različni smeri, pa bi sam tako, dr. Ihan me je katapultiral v prvi letnik faksa in drugi, ko smo točno to delali, torej vrednote smo rangirali, pa ne bi o tem, ker noben je hotel napisati bogatstvo na prvo mesto, smo vsi take lepe ljubezen, pa tako, ker pred dr. Muskom nočeš polistati slab. Ampak smo rekli, da ne bomo v preteklosti toliko, to je res. Nitine zgodbe, oziroma ki jih poznam, so takšne, da smo imeli že dostikrat idejo, da bi morali na tak način v bistvu 24 ur govoriti. V bistvu govoriti eno za drugo, ker to niso izmišljene zgodbe. To so zgodbe, ki so pač vsak dan se dogajajo. Mogoče zato, da bi eni ljudje to slišali. Pa ne govorim zdaj za vas, ker da ne bi kdo tukaj odšel z nekim občutkom krivde. Vi ste svoje danes naredili. Ne zato, ker ste sam tukaj, zato, ker verjetno boste nekaj od tega odnesli domov. Ampak ljudje, ki bi morali tukaj nekaj odločati in nočejo tega slišati. Če se pa zdaj vrnem k temu, kar si rekel, prikritega v Sloveniji je mnogo. Lahko gremo po vrsti, samo pa da bomo dolg časa tukaj. Revščina je bila omenjena, se pravi, to je na nek način sramota, tako za ljudi, ki to doživljajo, to se pač počutijo osramočene, kot tisti, ki imajo dovolj, tega nočejo videti pri svojem sočloveku, torej vrednota solidarizma, solidarnosti na preizkušnji. Nočem tega videti, delam svoj šiht, hodim tja, meni je v redu, briga me za drugega. Prikrito je to, kar počnemo z otroci, kar se počne z otroci, kar se tiče nasilja, tako spolnega kot fizičnega, psihičnega, kar se počne z odraslimi ljudmi. Tukaj si nočemo pač naliti čistega vina, nočemo biti odkriti, oziroma tukaj je vrednota odkritosti, iskrenosti na hudi preizkušnji. Zaradi tega, ker seveda ne bi, tudi vi ne bi želeli poslušati vseh zgodb, ki jih mi slišimo, zato ker so prekleto neprijetne, zoprne, zato ker so takšne, da rušijo temelj tega, za kva smo sploh ljudje.